Spoštovani obiskovalci, dragi otroci, mentori, starši in vsi ljubitelji ljudske dediščine, pozdravljeni na današnji območni reviji otroških folklornih skupin Ringaraja, organizaciji Javnega sklada kulturnih dejavnosti in sodelovanju Zvezo kulturnih društev Maribor. Danes bomo skupaj potovali skozi pesmi, plese in igre, ki jih naši najmlajši s ponosom hranjajo in prenašajo naprej. Njihov trud in ustvarjalnost bo strokovno spremljala gospa Barbara Waldhütter, ki se v tej priložnosti zahvaljujemo za podporo in strokovno oko. Pozdravljeni. Pa začnimo. Najprej bomo videli plesati folklorno skupino vrtca Otona Župančiča, ki je nastala v letu 2018 in se že leta 2019 lotila izdelave štajerske otroške ljudske noše pod budnim strokovnim očesom gospe Nežke Lubej. Nastopili bodo 4 do 5 letni otroci, ki se danes predstavljajo s pletom z naslovom Križ Kraž. Otroci bodo poleg izštevanke zaplesali naslednje štajerske plese: Rašplja, Kosmatača in Ob bistrem potoku je mlin. Na harmoniki jih bo spremljal Anže Čeh Godec. Vodja skupine Bogomila Drevenšek, avtorici odrske koreografije Bogomila Drevenšek in Jerneja Horvat.
Naslednji bodo plesalke in plesalci iz mlajše otroške folklorne skupine Ludviki iz osnovne šole Ludvika Pliberška. V mlajši folklorni skupini osnovne šole Ludvika Pliberška se družijo učenci od 1. do 4. razreda. Srečujejo se vsak teden v okviru interesne dejavnosti. Nekateri plešejo že leto ali dve, vsako šolsko leto pa se tej skupini želi pridružiti več učencev. Skupno jim je namreč veselje do plesa, petja in igre. Radi nastopajo na šolskih proslavah, na pravem odru, kot je ta v dvorani Union, pa bodo danes zaplesali prvič. Plesi, ki jih bomo videli, so Šotiš, Vleči, vleči dreto in Rašpla. Na harmoniki jih bo spremljal Miha Kocovan, vodja skupine, in avtorica odrske koreografije pa je Milanka Munda.
Naslednji bodo na vrsti plesalke in plesalci mlajše otroške folklorne skupine Kuč študent, kjer plešejo otroci stari od 5 do 8 let. Najmlajši člani skupine pod vodstvom mentorjev postopoma spoznavajo prve plesne korake, raziskujejo običaje in navade naših prednikov ter se zabavajo ob igrah, ki so bile nekoč del otroškega vsakdana, danes pa so že skorajda pozabljene. Odrsko postavitev povezuje pesem Oj ti muha, ki je ena od variant splošno znane ljudske pesmi Šmentana muha. Nagajiva pesem govori o suhi muhi, ki pade pod roke mesarjev. Otroci se v pesmi sprašujejo, kaj se godi muhi, ali muha še tanca, ali muha še diha. Koreografijo zaokrožujeta plesa Šoti Špolka in Rašpla, ki bosta zaplesana v odrsko prilagojeni različici. No pa poglejmo, kaj se na koncu pripeti tej nesrečni muhi. Na violini David Hovnik in Kristina Vogrin, harmonika Martin Borulič. Vodji skupine in avtorja odrske koreografije Marko Pukšič in doktorica Aleksandra Petrovič.
Naslednji bodo folkloristi folklorne skupine osnovne šole Jakobski dol. Ja, njihova skupina deluje v okviru šolskega krožka že 21 let. Enkrat tedensko plešejo, se družijo in igrajo običajno otroci od 1. do 6. razreda. Ob spoznavanju plesnega izročila zelo uživajo in zato tudi izredno radi zaplešejo v šoli in v domačem kraju. Skupina bo odplesala igriv splet z naslovom Ob bistrem potočku je mlin. Zaplesali bodo plesa Ob bistrem potočku in Rašplo. Plese pa bodo povezali z igro in petjem. Na harmoniki jih bo spremljal Amadej Šerbinek, vodja skupine in avtorica odrske koreografije pa je Štefka Kocjan.
kot 4 desetletja kot dragocen biser v srcu šole sije otroška folklorna skupina osnovne šole Draga Kobala, podružnica Brezje. Neguje ljubezen do ohranjanja ljudskih običajev, plesov, navad in pesmi, skrbno prenašajoč bogato kulturno dediščino na mlajše rodove. V njej plešajo učenci od 1. do 3. razreda. Vsak njihov korak, pesem, igra je izraz njihove predanosti in veselja do ohranjanja tradicije. Danes bomo videli koreografijo Tri ovce je pasel pastirček. Na harmoniki jih bo spremljal Jože Krajnc. Plesa, ki jo bomo videli, sta polka in konjski ples. Vodja skupine in avtorica odrske koreografije Milenka Kocbek Krajnc.
Mlajši folklorni skupini Ludviki osnovne šole Ludvika Pliberška Maribor je 22 učencev. Vsi so učenci 5. razreda. Nekateri plešejo 2, nekateri 3 ali 4 leta. Petje, ples in otroške igre, ob tem pa sproščena zabava je zmagovalna kombinacija, zaradi katere se splača ostati bolj zgodaj in dobre volje priti k neobveznemu izbirnemu predmetu umetnost, folklorna dejavnost. Predstavili se bodo s koreografijo Rdeče češnje Rada jem. Na harmoniki jih bo spremljal Miha Kocovan, plesi Šoti, Šamarjanka in Zajček. Vodja skupine in avtorica odrske koreografije je Milanka Munda.
folklorno skupino bomo danes videli, in sicer mladinsko folklorno skupino Kuč študent Maribor. V tej skupini plešejo otroci stari od 10 do 17 let, ki že imajo določeno plesno predznanje. Skupina se redno uvršča na regijska in državna srečanja otroških folklornih skupin Slovenije, pogosto pa gostuje tudi v tujini, saj je bogato slovensko ljudsko izročilo predstavila že v številnih evropskih državah. Pazite to, lani so prvič gostovali tudi na afriškem kontinentu, bili so v Egiptu. In glede njihovega današnjega nastopa, slovensko ali nemško? Slovensko se je v šolah v začetku 20. stoletja govorilo le pri pouku slovenščine, latinščine, verouku ter v nižjih razredih realke. Šele po prvi svetovni vojni slovenščina postane učni in obvezni predmet, a druga svetovna vojna ponovno postavi vse na glavo. V koreografiji, ki jo povezuje pesem Deresenjas Malibija, bo predstavljen utrinek tedanjega časa in nekateri novejši plesi oziroma elementi novejših plesov iz obdobja med obema vojnama. Kostumska podoba skupine predstavlja oblačilno podobo otrok na območju Maribora v času pred drugo svetovno vojno. Plesi, ki jih bomo videli, Siebenschritt, Kreuzpolka, polka s posameznimi elementi novejših plesov. Za glasbeno spremljavo bodo poskrbeli na violini David Hovnik, Kristina Vogrin in Matevž Kulovec, na klarinetu Žana Muršec in Ota Brlogar in na harmoniki David Kohek. Vredno je povedati tudi, da je avtor vseh glasbenih priredb pri vseh kudovskih skupinah Miran Waldhütter Brzi. Vodji skupine in avtorja odrske koreografije doktorica Aleksandra Petrovič in Marko Pukšič. Oj ladrik, oj ladro, oj ladro.
Schreiben. Der Student. Was ist das? Links. Kurze Hose. Ruhe. Guten Tag. Dober dan. Was? Noch einmal. Guten Tag. Dober dan! In die Ecke. 1, 2, 3, 4. Klopimo na zemljo, da ti šali 7 let. Naučal sem se nekaj brati, šteti do 10. Oj ladri, oj ladro, oj ladrija, oj ladro, oj ladri, oj ladro, oj ladrija, zdaj je tira našo mesta, da bi neški znal, tako sultan turški cesar držat se je znal. Oj ladri, oj ladro, oj ladrija, oj ladro, oj ladri, oj ladro, oj ladrija, Wiederholen. Guten Tag. Guten Tag. Gut, sehr gut. In der Reihe. Schule ist heute fertig. Auf Wiedersehen. Oj
ob koncu pa nas čaka še tisti najprijetnejši del, in sicer podelitev priznanj vsem vodjem skupin, ki so danes sodelovali na Ringaraj. Zato prosim, da se mi na odru pridruži Eva Kovačič iz Javnega sklada kulturnih dejavnosti, ki bo seveda tudi podelila ta priznanja. Je tam gospa Eva? In najprej za folklorno skupino vrtca Otona Župančiča Bogomila Drevenšek. In Jerneja Horvat. Za mlajšo folklorno skupino Ludviki osnovne šole Ludvika Pliberška Milanka Munda. Za mlajšo otroško folklorno skupino Kuč študent doktorica Aleksandra Petrovič in Marko Pukšič. Za folklorno skupino osnovne šole Jakobski dol Štefka Kocjan. Za otroško folklorno skupino osnovne šole Draga Kobala podružnica Brezje Milenka Kocbe-Krajnc. Za starejšo folklorno skupino Ludviki osnovne šole Ludvika Pliberška Milanka Munda. In pa za te, ki so navdušili nazadnje, za mladinsko folklorno skupino Kuda študent doktorica Aleksandra Petrovič in Marko Pukšič. Tako, dragi nastopajoči, spoštovani mentorji, starši, vsi, ki ste danes napolnili dvorano z energijo, toplino in aplavzi, iskrena hvala, da ste bili del Ringaraje. Vsaka skupina je svojim nastopom pustila poseben pečat in dokazala, da folklora tudi med najmlajšimi živi in diha s polnimi pljuči. Z lepimi vtisi in nasmehi se poslavljamo, srečno in nasvidenje do prihodnjič.